V sredo, 11. decembra 2013, je v poznih popoldanskih urah v dvorani Doma kulture v Slovenskih Konjicah potekala multimedijska prezentacija knjige z naslovom Enosmerna vozovnica avtorjev popotnikov Dominike in Igorja Osvalda. Knjiga Enosmerna vozovnica 7-letna pot na 432 straneh na dinamičen, zabaven in razmišljujoč način poda bralcu celotno potovanje z vsemi vzponi in padci, ki se v 7 letih pač enostavno zgodijo. Nudi pogled na svet s popolnoma drugačne perspektive. Fotografije in besedilo popeljajo med ljudi in doživetja, ki ostanejo še dolgo z bralcem. Njun moto je: cilj potovanja je pot in ne kraj, kamor si namenjen. Tako kot je to tudi z življenjem. Drugače pa gremo, midva vas bova popeljala danes po sledeh enega 7-letnega potovanja, pravzaprav po sledeh 7 let najinega življenja. Ljudje sprašujejo pa, kako sta se vidva odločila za neko tako dolgo dobo, ne? Najprej se seveda nisva odločila za 7 let, ker če bi to staršem povedala, bi jih kap, ne? Bi rekli, ni šanse, tukaj boste kar doma ostala. Tako da najprej sva rekla za 3 leta in to, kar da jo je nekako pod narekovaji odgnalo od doma, je bilo pa pravzaprav neko kronično pomanjkanje časa, ki sva ga trpela tukaj doma, ne? Tako si vpet v službo, v delo, sicer nekaj zaslužiš, ampak posledično vidiš, da ti zmanjkuje časa, da bi mogoče to, kar zaslužiš, nekako trošil za tiste stvari, ki tebi v življenju nekaj pomenijo, ne? Za ta posel, za to službo rabiš torej neke investicije, okolje nekaj pričakuje od tebe in vlagaš noter, vrtiš se v nekem krogu, nimaš pa časa niti, da bi bil s partnerjem, nimaš časa, da bi prebral eno vredu knjigo, kaj šele, da bi si privoščil neko malo dalj časa trajajoče potovanje. In tako da smo midva v eni fazi življenja, tam nekje sredi 30 let, pač rekla, da je mogoče treba nekaj narediti, da imava samo eno življenje in da ni nujno pravzaprav, da bi počela samo eno stvar v tem življenju. In sva rekla, pač ta prvi korak je tisti najtežji in sva ga storila tam leta 2005. Odločila sva se za potovanje z javnim transportom in sicer zaradi tega, ker pravzaprav najbolj so me zanimali ljudje oziroma njihov način življenja, kako ta njihov danes dejansko funkcionira pri njih, ne? Kako se ta danes nekako spreminja v nek jutri, ki je pa pravzaprav jutri vseh nas, ker za to globalizacijo, ki se danes v svetu dogaja, se svet pač izredno hitro spreminja, izredno hitro leze skupaj in tako kot se stvari spreminjajo v teh krajih nerazvitega sveta, ki so pač midva pretežno potovala, to pač na dolgi rok nekako ali pa na srednji rok prihaja počasi k nam. Zdaj z tem potovanjem z javnim transportom seveda pa najlepše gre zraven rukzak, ne? Ne moreš z nekimi 10 kufri hoditi in potem, ko začneš te rukzake pakirati, vidiš, kako malo imaš pravzaprav prostora in po drugi strani spet, kako malo pravzaprav nekega materialnega potrebuješ in vidiš, da zelo malo stvari nekako lahko gre s tabo v ta nahrbtnik in pa pravzaprav v glavo, ne? Te dve stvari, ta dva kufra sta pravzaprav vse to, kar si lahko vzameš s tabo. Ampak da ne bom na začetku predolg, bomo zaštartali kar za prezentacijo. Celo pot bomo pač nekako sledili fotografijam, ki sva jih midva slikala oziroma snemala na tej poti. To je bila pač poleg tega popotništva nekako druga najina preokupacija, s tem, da smo vedno skušala v prvi fazi biti popotnika, ker če preveč začneš gledati samo skozi fotografsko lečo, potem se mi zdi zelo hitro zgodi, da pravzaprav dobiš malo omejen pogled, ne vidiš vsega tistega ostalega, tako da dostikrat se je pač potrebno bilo bremzati in tudi dostikrat reči, glej, to je pač samo za doživeti, to se pač ne da posneti, ampak bomo videli, da je dosti tudi na kameri.
Njuno potovanje od Istanbula do Sidnija je začelo to pot predvidoma samo za 3 leta. Po kopnem, kolikor se je le dalo, v eni liniji in brez večjih preskokov. Prehodi med posameznimi deželami in kulturami namreč razkrivajo največ in ravno pri preskakovanju so izgubljeni. Brez lastnega prevoznega sredstva, le na način, kot potujejo domačini, z javnim transportom na 1001 varianto, saj so jima v ospredju ljudje in ne znamenitosti. Seveda je pri javnem transportu to najbolj možno, saj si tam z ljudmi zelo blizu. Potujete s časom, svobodo in tistim, kar lahko spravite v nahrbtnik. Vse, kar ostane zunaj, je torej odveč. Prihod v Avstralijo, na cilj, je dotedanje potovanje postavil na glavo. Sindrom razvitega sveta, divje cene, lasten avto, občutek nekoristnosti, če nisi del proizvodno-potrošne verige in še kaj ju je vzpodbudilo k odločitvi o nadaljevanju potovanja. V kraje, kjer sta lahko potovala in živela na njun način. Pot ju je vodila v Južno Azijo, nato od severa na jug čez Južno Ameriko, pa spet čez Azijo, tokrat na nasprotni smeri po svilni poti proti Afriki. Potem pa je sledilo presenečenje v Egiptu v 7. letu poti, kar ju je ustavilo. V letošnjem letu pa sta potovanje ponovno pričela. Tokrat po Sloveniji, kjer se trudita zadosti radovednim predstaviti in doživeti svet skozi njune oči in fotoobjektiv. Svet, kot se doživi, ko se človek pomeša vanj. Svet, predstavljen brez medijskih manipulacij in novičarstva.